Za župana občine Slovenska Bistrica se bo na bližnjih lokalnih volitvah potegoval tudi Ljubo Poles, specialist obramboslovja, ki kandidira s podporo strank Gibanje Svoboda in SD. Ljubo Poles je svoj program predstavil na petkovi novinarski konferenci v prostorih občinskega odbora socialnih demokratov Slovenska Bistrica. Želim si sodelovanja vse skupnosti v tem. Mi bomo izzivali in vabili razne skupine, gospodarstvenike, podjetnike, športnike, kulturnike in tako dalje. Ne zamirijo tisti, ki jih ne naštejem, in mlajše in starejše. Ma koga vprašati, v kakšni občini si želi kot same ljudi? Ja, jaz se lahko delam pameten in rečem, za mlade je pa potrebno to pa to. Seveda, ampak moram to z njimi preveriti. Torej, česa si vi želite? Isto velja za starejše, isto velja za gospodarstvenike. Torej, mi želimo temeljito preveriti naša izhodišča, zato da bomo v jeseni napisali in spisali ta dokument Vizija in strategija razvoja občine Slovenska Bistrica in potem vse, kar bo sledilo temu osrednjemu fokusu. Torej vsi ostali dokumenti, proračun, implementacijski načrti, projekti in tako dalje, vse bo usklajeno s tem, kar bomo odredili, kam hočemo iti. Mestno središče bomo odprli za pešce, to bo postala cona za pešce. Mestno središče ne bomo samo uredili, ampak ga bomo oživili. Veste, jaz imam dostikrat vtis, da je Slovenska Bistrica več ali manj spalno naselje. Jaz si želim čim več kulturnih dogodkov in ko se pogovarjam tudi z ljudmi, vidim, da to pogrešajo. Čim več raznih dejavnosti, kulturnih dogodkov, ki bi jih vabili v mesto, ki bi bili prijetni za otroke in odrasle. In to bomo storili. Seveda potem pomeni, da bomo morali malo promet preurediti. To je logično. Če bo potrebno, bomo zgradili tudi dodatna parkirišča, že obstoječa parkirišča, ki jih imamo, občinska, seveda moram reči občinska, pa bomo nadkrili s fotovoltaiko. Zmanjšali bomo energetsko odvisnost na tem področju. Torej, ko bomo več teh parkirišč nadkrili, bi lahko rekli, da smo naredili pravzaprav eno majhno sončno elektrarno. Po drugi strani bomo hkrati zahtevali, ker to ni v naši pristojnosti, od distributorjev električne energije, da se okrepi električna mreža v Slovenski Bistrici. Ker danes vsak tisti, ki bi želel si postaviti svojo mini elektrarno na streho, tega ne more narediti zaradi tega, ker omrežje tega ne dovoljuje. Ne gre. Torej, mi bomo delali na tem, da bomo to omrežje bistveno okrepili. Izdelali bomo seveda nov prostorski plan. Tudi ta bo sledil tisti viziji in strategiji. Novi prostorski plan bo omogočil definitivno dve stvari. Širjenje tako v poslovnem kot v stambenem delu. Torej, naredili bomo pogoje in vse pogoje za novo industrijsko cono in naredili bomo pogoje za to, da se lahko v stambenem delu zadeve širijo. Prenovili bomo avtobusno postajo, vzpostavili povezavo z železniško postajo. Mislim, to je ena stvar, ki se meni zdi zelo smešna, da še ne obstaja. Je pa, mislim, da izredno preprosto to narediti, samo malo volje je treba. Skrbeli bomo seveda za uravnoteženost pozidave in zelene površine. In zgradili bomo več neprofitnih stanovanj. Naš cilj je mladim dati čim boljše pogoje za to, da tu kvalitetno živijo. Ne samo mladi, tudi vsem drugim starostnim skupinam. Ampak dosti se iščejo neprofitna stanovanja v Slovenski Bistrici, dosti je interesa za tem in mi želimo tu dati roko in omogočiti mladim, da dobijo ta neprofitna stanovanja. Po drugi strani pa grem takoj na drugo kategorijo. Gradili bomo varnostna
varovana, hvala za pomoč, varovana stanovanja za starejše. Tendence so take, da nas je vse več starejših in tako se bo tudi nadaljevalo. Ne. To je popolnoma jasno iz statističnih podatkov. Ne. Varovana stanovanja pomenijo za starejše eno dobro kvaliteto življenja zraven vsebin, ki jih potrebujejo. Nadgradili bomo seveda tudi možnosti oziroma kapacitete doma za ostarele, ampak ne samo kapacitete, torej ne samo kvantitete. Šli bomo tudi za tem, da bomo omogočali neke vsebine, ki bodo pomenile tudi bolj kvalitetno doživljanje starosti. Ne? Torej tudi na tem bomo aktivni. In naj se vrnem še malo k mladim, ne? Tako da je bolj zanimivo, da malo skačem. Za mlade podjetnike bomo ustanovili in postavili sodoben coworking place, coworking prostor. Taki prostori so se po svetu pokazali kot izredno učinkoviti. To so prostori, v katerih je veliko mlajših podjetnikov, kjer jim je omogočeno sodelovanje in izmenjava idej. Hkrati pa imajo seveda tudi in konferenčne prostore in kotiček za popit kavo, sok in tako dalje. Torej ene take moderne oblike, eno tako moderno obliko bomo uvedli. Zgornja Poljskava bo dobila 9-letko, danes je nima. Ne? Skrbeli bomo za to, da bomo tudi optične kable, optično omrežje razširili. Niti ne vem, če je potrebno, ampak normalno, da bomo obnavljali obstoječo infrastrukturo, ne, tako cestovno, kot tudi kanalizacije in tako dalje. Ne. Smo za fotovoltaični zeleni prehod, ga podpiramo in bomo, hkrati pa smo proti temu, da se nam dogaja taka praksa, kot se je vezana za postavitev elektrarne na veter na Kalšah. Mi ne bomo nobene naše skupnosti silili v to, da bi se na njihovem prostoru postavila recimo vetrna elektrarna ali več njih, če ne bodo oni s tem zadovoljni in če si ne bodo oni tega želeli. Pa dajmo še malo okoli športnih aktivnosti. Ne? Prenovili bomo določene športne objekte, tako nogometne kot atletsko stazo, kot judo, naš center, kegljišče. Imamo namen postaviti 100 kilometrov novih kolesarskih prog in povezati okoliška naselja s kolesarskimi progami. Na tak način tudi ustvarjati, poleg te ureditve mesta in tako dalje, tudi večje pogoje za uveljavitev turizma, tudi nekega športnega turizma in tako dalje. Ne? In to ni šport, je pa kultura. Namen imamo zgraditi en tak večnamenski kulturni objekt, kjer bomo imeli torej možnost izvajati določene koncerte, kjer bomo imeli možnost izvajati določene predstave, v okviru katerega bo tudi kino. In namen imamo seveda, da ta objekt zaživi in da postane zelo priljubljen objekt v našem koncu. Povečali bomo tudi financiranje športnih vsebin in agitirali za to, da se pazimo tudi na tak način, da ohranjamo dobro fizično kondicijo s športnim udejstvovanjem. Kot župan bom definitivno pazil na to, da bom zagotavljal zakonitost delovanja naše inštitucije in našega dela. Da bom skrbel za sodelovanje in transparentnost. Želim si svojim znanjem in izkušnjami pomagati v razvoju Slovenske Bistrice in upam, da mi bo to omogočeno. Hvala lepa. Ljubu Polesu so na novinarski konferenci podporo izrekli dr. Vito Martinčič, vodja lokalnega odbora Gibanja Svoboda,
poslanec Gibanja Svoboda Tomaž Lah ter Sebastijan Zbičajnik, sekretar Ministrstva za pravosodje in dr. Peter Cvehte, predsednik občinskega odbora Socialnih demokratov.